Najprej se dobro ogrejemo in takole nataknemo trde pancerje. Ko si noge podaljšamo za 1,5 metra, se meni od strahu že tresejo kolena. Zato me zanima, če je bilo prvič na smučeh strah tudi druge. Meni je bila najbolj strah strmine. Je, da nam padel, pa da se nam zlomil. Najbolj strah me je bilo strmih in ledenih prog, da se zvrde, da se kaj poškodujem. Da smo osvojili drsenje na smučkah, smo se najprej vozili na eni in nato na drugi smučki. Podobno, kot bi vozili skiro. Ko pa smo stali na obeh smučeh, pa je bil čas za štamfanje ali lezenje v hrib. Nenavaden izraz za polžje pomikanje do vrha, ki sploh ni tako preprosto, kot je videti. Na vrhu pa smo se naučili smučati s pomočjo pice. Poskusimo dati špičke skupaj in repe narazen. Temu lahko rečemo tudi pica, tak košček pice naredimo, ne? In potem pravo smučarsko držo, roke naprej ter počasi mimo stožcev navzdol. Na začetku ni nič narobe, če smučamo počasi in smučkami v obliki koščka pice. Potem, ko sem se naučila štamfati smučarske drže in prvih zavoj, zdaj čas za veliko strmino in čisto prave zavoje. Ker bi rada enkrat smučala kot Tina Maze, nam učiteljica Neja pokaže, kako se smuča s poravnanimi smučkami. Pa gremo najprej na eno stran, pa prenesemo težo na eno smučko, pa na drugo smučko, ja, kar probaš, kar fino se dotakneš dol, takole, ja. Pa na drugo stran. In se v vrsti poženemo po strmini, a tile zavoji so vse prej kot lahki. Najtežje se je bilo naučiti smučati, zavijati ne na plug. Najtežje mi je bilo se ustaviti. Ne vem, v bistvu se sproti učiš, tako da po mojem ni nič težkega. Potem, ko vladamo še vlečnico in se pripeljemo na vrh hriba, naredimo še eno gasilsko za spomin. Uživajte v smučanju!